V rubriki Rasistično ali ne si poglejmo, kaj se je prejšnji teden dogajalo v Afriki. Predsednik je namreč obiskal Etiopijo, ker Afrika po koleri, suši in obisku Melanie Trump ni videla še dost hudega. Po navedbi lokalnih medijev naj bi predsednik Pahor zgolj s svojo prisotnostjo odžejal cirka 27 Etiopijcev. Medtem ko smo vajeni rednih obiskov naših državnikov po državah EU in v ZDA, pa so uradni obiski afriške celine redkost. Poglejmo, kaj je o razlogih za obisk povedal Pahor. Končno je nastopil čas, da po 27-28 letih naše neodvisnosti in vključenosti v mednarodno skupnost pridemo tudi na ta kontinent in tukaj dobimo prijatelje, dobimo trge, dobimo razumevanje za našo politiko. Mislim, da v svetu, v katerem živimo, noben prijatelj ni odveč. Prav tako je v svetu, v katerem živimo, pomemben tudi vsak Instagram follower. Ni hudič, da mi tile domačini ne bodo prinesli vsaj 3. Pahor bi se seveda raje družil z Angelo Merkel in Terezo May, ampak v svetu, v katerem živimo, še hudič muhe žre. Mislim, resno, kaj pomeni ta izjava? Da v dobrih časih gospodu Mulatu Tešomeju ne bi pustil, da sedi v isti sobi z njim. Ampak ker živimo pač tik pred apokalipso, bo pa tudi črnc okej. Ali kako ne razumem? Je pa v duhu novoodkritega bratstva in enotnosti predsednik ugotovil tudi, da si nismo tako različni, kot je izgledalo prejšnjih 27 let. In a way, I've been surprised, Mr. President, that we have so much in common. Berlusconi bi nama obema rekel, da sva abroncato rahlo zagorela. Ima pa podoben dar za styling in da ne omenjam, da niti jaz, niti vi nisva slišala eden za drugega pred tem obiskom. Je tako? Je pa predsednik Pahor v Etiopiji, deželi, ki velja za zibelko kave, skorajda zavrnil skodelico. Pa dejte no, gospod predsednik, v Etiopiji zavrniti kavo, to je tako, kot bi v Italiji zavrnili testenine ali pa na Metelkovi droge. Očitno se Slovenci še na obisku ne moramo tresti tega cankarjanskega razpoloženja. Kave? Ne maram zdaj. Ne. Potico? Ne, hvala, res ne bom. Red Bull? Ja, tu pa bo, ja, prosim. Je bila pa etiopijska ekspedicija toliko bolj pristna zaradi darila, ki ga je Pahor prejel ob koncu obiska. Podarili so mu namreč portret, ki je bil naslikan na ščetinasto kožo koze. Pahor je bilo ob darilu tako nerodno, da si je prekril obraz, podobno pa sta poskušala narediti tudi kozina starša, ki sta svojega otroka darovala za državno umetnost. Afriko, natančneje Ugando, pa sta prejšnji teden obiskala tudi Kanye West in Kim Kardashian, ki sta domačinom podarila snežno-bele superge iz linije Yeezy. Enough. Pa naj še kdo reče, da ne živimo v globaliziranem svetu. Bogat Američan revnim otrokom v Afriki podari superge, ki so jih najbrž sešili sami. To je naš YouTube kanal. Klikni na ta gumb in se naroči, da boš na tekočem. Polajkaj nas tudi na Facebooku in na Twitterju. Pa po pameti!